pozdravljeni. V tem posnetku si bomo pogledali monopol in monopson. Monopson se pravi, lahko prikažemo še sledečim grafom. Imamo krivuljo povpraševanja, ki je definirana Z mejno koristnostjo in identična krivulji mejnih dohodkov. Potem imamo krivuljo ponudbe, nad njo krivulja mejnih izdatkov, kjer se krivulja mejnih izdatkov seka s krivuljo povpraševanja. Tam določimo, se pravi, presečišče, gremo do krivulje ponudbe, kjer določimo Cournoyevo točko, ki določi nabavno ceno in pa ravnotežno količino. Razlika med nabavno ceno in pa to, se pravi, ceno, po kateri bo potem ta naš monopsonist prodajal. Ta razlika krat količina pa je njegov dobiček. Pogoji v bistvu za monopson so torej, da je mejni čisti dohodek enak nič, čisti dobiček je maksimalen in pa MI, se pravi, mejni izdatki so enaki prodajni ceni, se pravi, mejni dohodek je enak mejnemu izdatku. Če to prikažemo še na enem dodatnem grafu, imamo sicer ceno pa količino, se pravi spet ponudbo, povpraševanje definirano Z mejno koristnostjo in identična krivulji mejnih dohodkov. Ponudbo, mejne izdatke in tukaj lahko vidimo, da gre, se pravi, celoten čisti dohodek do neke mere se vzpenja, tukaj je maksimalno, točno pod to Cournoyevo točko oziroma to točko, kjer se sekata mejni dohodki in mejni izdatki. In kot vidimo, v bistvu v tej točki, kjer je čisti dohodek maksimalen, je mejni čisti dohodek enak nič, potem pa postane negativen. To je logično, saj je v bistvu MDČ enak v bistvu odvodu čistega Dohodka. monopson. V njem imamo definirane skupne izdatke, SI, to so izdatki za nabavo določene količine proizvodov, povprečne izdatke, ki je povprečni izdatek na enoto nabavljene količine, in pa mejni izdatek, ki je izdatek potreben za nabavo dodatne količine. Skupni izdatki so definirani s ceno krat količino, povprečni s povprečno ceno, se pravi skupni izdatki deljeno s celotno kupljeno količino, mejni izdatki pa so definirani s skupnimi izdatki, se pravi nakupa vseh artiklov in pa minus skupnimi izdatki nakupa enega artikla manj. In to je v bistvu potem definicija mejnih izdatkov. Zdaj, za posameznega monopsonista lahko zapišemo, da se pravi spremembo stroškov, ki je, se pravi, definirana spremembo količine krat cena plus sprememba cene krat količina plus sprememba količine krat sprememba cene. To je tako majhen del, da ga lahko zanemarimo in zato definiramo, da so mejni izdatki enaki sprememba stroškov, uljevljena sprememba količine, pri čemer se pravi vse pokrajša in ugotovimo, veliko stvari pokrajša in ugotovimo, da je, se pravi, mejni izdatki definirani z ceno plus sprememba cene, sprememba količine krat količino. Zdaj, ugotovili boste, da gre tukaj v bistvu za elastičnost, se pravi, če izpostavimo ceno iz tega izraza. V čisti konkurenci, se pravi, je elastičnost ponudbe povsem elastična, se pravi, in so mejni stroški enaki ceni. V monopsonu pa je elastičnost večja od nič, vendar ne neskončna, kar pomeni, da so mejni izdatki večji od cene, zato se jih je tudi na grafu prikazalo nad krivuljo ponudbe. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste pogledali ta posnetek. Če vam je bil všeč, ga všečkajte, naročite se na naš kanal, da dobivate obvestila o naših novih objavah in se vidimo v naslednjih posnetkih. Hvala in nasvidenje.